Lepo pozdravljam vse, ki ste se odločili, da ostanete na pogovoru. Še prav posebej lepo pa pozdravljam Gorana Vojnovića, režiserja 2 celovečernih filmov, avtorja 3 romanov, dobitnika 3 Kresnikov, ki se nam je danes prijazno pridružil na pogovoru ob filmu Ustava Republike Hrvaške in zamenjal svojega kolega hrvaškega pisatelja, tudi kolumnista Borisa Dežulovića, ki se pač opravičuje zaradi nepredvidenih družinskih obveznosti, danes žal ni uspel priti v Ljubljano. Tako da, Goran, hvala lepa v imenu vseh. Ni naključje, da smo povabili Gorana Vojnovića, nekako so teme, ki jih obravnavata Grlić, Ante Tomić kot scenarist tega filma ali pa Boris Dežulović, so nekako teme, ki jih zaznavamo tudi v ustvarjanju in v pisanju Gorana Vojnovića. Pa mogoče čisto za začetek, že prej v uvodu sem rekla, da je film Ustava Republike Hrvaške mogoče eden najpogumnejših hrvaških filmov zadnjega desetletja, da je bil na Hrvaškem zelo pričakovan, da je zelo odmeval. Goran, mogoče čisto za začetek, kako ti vidiš ta film? Dober dan, tudi mene zelo veseli, da sem tukaj danes z vami in da se ne veseli me sicer, da se Boris Dežulović ni udeležil tegale pogovora, ampak dober, z veseljem kdaj uskočim na njegovo mesto. Ja, ta film je dejansko nagovori verjetno najbolj pereče tematike Hrvaške, pa ne samo Hrvaške, ampak bi rekel kar ene postjugoslovanske družbe, ne. To brez kakršnihkoli skrivalnic, ne, direkt v glavo bi lahko to rekli, ne. Tukaj se mi zdi, da sta se Tomić pa Grlić odločila, da zdaj pa gresta na vse ali nič, ne. In tudi skozi razmišljam, odkar sem videl ta film, da v bistvu je Tomića kot po njegovi stari navadi vlekel v neko komedijo, ne, ki bi lahko tudi zelo dobro funkcionirala, ne. Nastavki so in lahko bi bila to tudi komedija, ne, ampak se mi zdi, da tisto, kar je pa Grlić naredil, je pa rekel, ne, vse te teme so preveč resne, ne, vse to je preveč boleče, vse to je preveč prisotno v hrvaški družbi, da bi to kakorkoli, da bi to naredili za gledalca lažje, ne. In je čez to Tomićev ta humor, ne, prevlekel eno svojo, bom rekel, eno zagrebško resnobnost, ne. In vi se seveda na momente hahljate, ampak vam nikoli ne dovoli, da bi se res nasmejali temu. Vi čutite seveda to toplino, ves čas prisotno, ta njegov ljubezen do teh junakov, ampak se mi zdi pa, da v bistvu ne pusti, da trenutek pozabili, da to ni res tako, ne, da je to, nikoli vam ne pusti, da bi vi pomislili, saj to je samo film, malo pretiravata, malo se hecamo, ne. Mislim, da je to v bistvu Grlić zelo premišljeno naredil in tudi zaradi tega je v bistvu ta film verjetno tudi na Hrvaškem odmeval, ne. Če bi ona dva šla v to, kar je verjetno Tomića, pač ker je komik po duši in vse, kar on naredi, v bistvu pač sam, da začne pisati, se že smeješ, ne. In bi nekako vas hkrati, ko vas opozarja, že tudi tolažil, ne. Tako pa v bistvu imate ves čas en cmok v grlu, ne, ker dejansko rečete, ja, to pa ni kar tako, ne. To pa ni hec, ne. Zdaj, v ospredju tega filma, v centru tega filma so 3 ali 4 ljudje, odvisno zdaj, kako gledamo film. Čisto v ospredju pa je pač profesor zgodovine, predstavnik, dajmo reči, višjega sloja zagrebške družbe, človek s
družinsko zgodovino in z velikimi skrivnostmi, zelo, zelo, zelo nenavaden lik za film. Ja, mislim, na prvi pogled zgleda kot lik, ki smo ga že na filmu videli, ne? Lik transvestita, ki ima svoje seveda težave, ki ga se nekako skriva za nekim obrazom nekega ugledneža, ne? Na začetku misliš, kaj pa lahko nam tak lik da, ne? Kaj lahko z njim v bistvu počnemo 1,5 ure filma, ne? Mislim, postaviti en tak zanimiv, seveda, notranji razkol med njegovo pravovernostjo, enim globoko zakorenjenim nacionalizmom, celo nekim fašistoidnim odnosom do nacionalno drugačnih, ne, pač predvsem do Srbov, ne, in pač to njegovo lastno drugačnostjo, ne, in s tem v bistvu, ampak tam bi lahko na nek način tudi končala, ne, ta klik bi perfektno, samo kot tak dvodimenzionalen, seveda perfektno funkcioniral pač v neki kritiki družbe, neki pač tudi recimo mogoče neki črni komediji, ampak tisto, kar naredita, je, da pol seveda ta lik mu data pa še eno veliko večjo globino, ne, da ga naredita v bistvu s to njegovo tragičnostjo, s to njegovo tragično zgodbo, ne, ljubezensko, pa s tem kompleksnim odnosom do očeta, pa do mame, z vsem tem seveda, pa tudi z njegovo to vpetostjo v neko hrvaško družbo, da neki na koncu koncev tudi z njegovimi povezavami s cerkvijo pa hrvaško politiko, da ga v bistvu na nek način z njim nekako povesta, mislim, ne samo da povesta eno širšo zgodbo o hrvaški družbi, da jo razrežeta in da pokukamo v njeno, nam omogočata, da pokukamo v njeno drobovje, ampak se mi zdi, da v bistvu naredita en res kompleksen filmski lik, ne. Takrat v bistvu zaradi tega lika ta film nekako, ki ima blazne nastavke, neke, mislim, družbene satire, v bistvu rata pa v bistvu zelo človeški, ne. In na koncu tisto, kar se mi zdi moč tega filma, je v bistvu ravno v tej tragiki tega junaka, ki v bistvu ne more tega očeta na nek način odrezati, ne. Ne glede, da je ta oče zanj v bistvu, da na nek en del njega tega očeta iskreno prezira in sovraži, da je bil ta oče brutalen do njega, ampak ta, bomo rekli, recimo temu ustaški del, pa ta lik ni sposoben odrezati, ne. In to se mi zdi, da v bistvu to je neko tudi za mene mogoče eno od glavnih sporočil tega filma, kako močno je to zakoreninjeno v človeku, ne. Da ta očetova linija, ne glede na to, da en del tega Vjekoslava, ne, bi tega človeka z golimi rokami zadavil, ne, oziroma ga na koncu s tistimi slikami dobesedno trpinči, ne, ko mu kaže slike svojega ljubimca, ne. Pa v bistvu drug del tega človeka bi bil pa točno tak, kot je njegov oče, ne. In v bistvu govori tisto verjetno, kar bi govoril, če bi lahko govoril njegov oče, ne. Sovraži na isti način, kot je verjetno sovražil njegov oče. To travmo na nekaj očeta, ne, iz teh zaporov je v bistvu še bolj ponotranju in jo še bolj nekako živi, ne. In v tem smislu se mi zdi to pomembno, ker dostikrat gledamo na ta pojave neke nestrpnosti, ki se napira, pa celo neki fašistoidnosti zelo enoplastno, ne. Tukaj je pa en zelo kompleksen pogled na te človeka. Skratka, mi vedno vzamemo, ne vem, nekoga, ki je na ta način nestrpen ali zelo kot zgolj to, ne. Ta lik je pa še veliko več in na koncu se nekako ti začutiš neko usmiljenje, pa tudi neko simpatijo do tega človeka, ki pa izgovarja take stvari, da bi ga, ne vem, na 20 minuti filma verjetno ti že napadel in z lastnimi rokami začel davati, ne. Mislim, čisti rasist, fašist, ne, mislim, zelo iskren v tem, ne. Ampak to mislim, da nas opozarja, da v bistvu je človek vedno več kot samo neka zunanja podoba, ne, na vseh možne načine seveda.
Je pa zanimivo, no, pri tem liku igra ga Nebojša Glogovac, ki je tako mimogrede zelo znan, ugleden, odličen srbski igralec. To se mi zdi, da mislim, poleg tega, da je Nebojša Glogovac verjetno, rečemo, najboljši igralec tega postjugoslovanskega prostora, ampak mislim, da tukaj, da je to tudi da je Srb, ne, da ni bilo tako vseeno za Grlića, ko se je odločal. Ne. Mislim, da je načrtno postavil to vlogo Srba. Ne. In pač, ker tudi Nebojša Glogovac ni neznan obraz, na Hrvaškem, mislim, da večina ljudi, ki je to gledala, točno od prvega kadra ve, da je to Srb, ne, ki zdaj igra Vjekoslava kralja, potomca pomembne ustaške družine. Ne. To je tudi na nek način en režiserski, rekel, en detajl, ne, ki je ta izbira igralca. Ne, in, tako da v tem smislu paše ne, ta film. Ne, sploh, ker pač imate vi, ko ne vem, on tako temu svojemu sosedu reče, ali vi ste Srbin. Ne, je to kar naenkrat postane igra, ena druga igra, ne, nek drug podton, če to izgovori seveda Nebojša Glogovac. Ne, mislim, mislim, da s tem je Grlić ni verjetno razmišljal, da se nam bo to vseeno, ampak verjetno se je zavedal, da to pač na prostoru, na katerem ustvarja, nikoli ni čisto vseeno, ne, in da si je dovolil to neko dodano vrednost, rečemo temu, no, poigravanje s temi občutki gledalcev ob tem prizoru še. Tako v mnogih pogledih izjemen lik se mi zdi, da bi lahko nadaljevali še pač z analizo tega lika. Med drugim meni je bilo to zanimivo, pa boste mogoče tudi vi povedali, prav z lahkoto sem se identificirala z njim, čeprav sem osebno zelo daleč od tega, da bi imela karakterne ali pa svetovno-nazorske poglede podobne njegovim, ampak brez težav proti koncu filma, mogoče na ta način, kot ste vi rekel, nekako razumeš, začneš ga razumeti. Ne, se v osnovi, mislim, on je pač mogoče ekstremen v teh svojih pogledih, ampak na nek način je zelo podoben vsakmu od nas. Ne. Vsi mi imamo neka podedovana prepričanja. Ne. Neki nam je dali to, kakršni smo, neki nam je dala izobrazba, neki nam je dala okolje, ne, ampak ne glede nekje, kakorkoli spoznaš ljudi, vidiš, da pač neke stvari so pa globoko zakorenjene v njih in si ne morejo pomagati, ne glede na to, kakšni so, kako živijo, kako zelo drugačni so od svojih staršev, da ne bi vseeno v nekih stvarih jih bili pa zelo podobni. Ne? In potem se zmedamo, čakajte, pa kako je lahko gej, ne vem, v katoliški stranki. Ne? Pa je lahko, ne? Pač zato, ker pač se pravim, vsak na svoj način je zelo kompleksen. Ne? Vsak od nas ima neke notranje konflikte. Ne? Tu je samo to postavljeno en zelo močan ekstrem, predvsem pa pač je ekstrem sama hrvaška družba, v kateri pač to nastaja. Vse nekje drugje, mislim, to sploh ne bi bilo tako problematično, če ne bi bila ta ustaška linija tako močna, mislim, tako ekstremna, ne? Drugje imate vi po celem svetu, ne vem, polno ljudi, ki so, ne vem, transvestiti, pa so, ne vem, pač republikanci ali so pa, ne vem, pač pripadniki nekih konzervativnih strank, se to, mislim, pa globoki verniki. To sploh, mislim, to je problem samo, ker so te stvari tako ekstremne v eni družbi, kakršna je Hrvaška, da potem ta lik ima res ta močen notranji konflikt in tako močen razkol znotraj sebe in znotraj potem svoje družine. Ne. Zdaj, to je nekako dogajanje, razpoloženje v drugem nadstropju te meščanske stavbe sredi Zagreba. Drugi del zgodbe in tudi nekako ta povezava pa izhaja iz pritličnega kletnega stanovanja, majhnega, tesnega, kot zvemo v filmu, kjer pa živita Ante in Maja.
in vnašata v ta film pa neke druge poglede, neke druge zgodbe, tudi neko toplino, neko svetlobo. Ja, ona dva sta pa vsem razbremenjena, ne, mislim, ona dva imata sicer to bolečino zaradi pač tega, ker nimata otrok, ampak sta pa popolnoma razbremenjena neke travme preteklosti, ti o njunih starših nekih, nič ne zveš, pa zveš, da je sicer ta Ante, ni zares Ante, ne, ampak je Vasilije, ne, zveš, ampak to vse na njih, v bistvu razen teh nekih eksistencialnih tegob, ki jih on ima, ker se boji seveda, da bo izgubil službo in tako naprej, mislim, ne vpliva na ta način. Ona dva imata eno tako močno vez, eno toplino, ne, tako, taka zelo prijetna likasta oba, ne, in nekako seveda nek antipod, ne, tema dvema, na nek način obema umirajočima, rečemo, ne, mislim, tam se tudi ona prav, se tudi on ne bo dolg, ne, osamljencema v zgornjem ogromnem stanovanju, ne. To je zdaj, mislim, spet lahko bi bilo pretirano, ne, če ne bi bila predvsem ta dva igralca, pa sama režija filma tako prisrčna in tako prepričljiva v teh svojih vlogah, in spet nekako ravno skozi to tudi igro zelo kompleksna, ne. In tako jaz nekako vedno razmišljam, ne, pač Grlić pa Tomić nista glih zelo logičen ustvarjalni par, ne. Ne vem, če ste, verjetno ste kakšen Grlićev film videli še pred tem, ne vem, koliko ste brali romane Ante Tomića, jaz moram reči, da ko sem slišal, da bosta ona dva sodelovala, mi ni bilo čist takoj zelo jasno, no. Potem je Karavla nekako bila kar nekako logičen produkt njunega sodelovanja, nekako sta se tukaj se mi tam znala, pa sem rekel, v redu, ne. Pol že tisti drug film, ništa nas ne može iznenaditi, ne. Sem rekel, čaj, kaj pa je zdaj to, ne. Tam je zdelo, da je Grlić potegnil Tomića v svoj svet popolnoma, ne. Ker Grlić je iz teh zgornjih stanovanj, ne. Grlić je človek Zagreba, neke zagrebške gospode, en prefinjen, blazno izobražen človek, tak zelo fin, ne. Človek, ki ga enkrat Ante Tomić duhovito opisal kot pošast v šlafroku, ne. Ker je pisal, kako sta pisala konec Karavle in je rekel, da v življenju ni videl nič hujšega, nič bolj grozovitega kot tega režiserja, ki hodi in pije, mislim, da je rekel kakav, v šlafroku, ne. In on debatira, koliko naj teh vojakov na koncu umre, ne, in on s tem, ko spije malo kakava in reče, sve jih pobi. In Tomić, ne, po drugi strani, on je pa spodnje stanovanje, ne, on je iz Imotskega, nekaj ruralnega, ves čas, vsi njegovi liki romanov so neki ruralni, blazno komični, toplih, mislim, duhoviti, to so spodnji liki, ne. Tomić nikoli, mislim, verjetno ne bi znal narediti tak lik tega profesorja, ne. Tomićevski liki sta v bistvu ta dva zaljubljenca iz spodnjega kletnega stanovanja, neka običajneža, ne. In tu se mi zdi v tem filmu nekje, da se ves čas čutite to diskrepanco med njima, ne, ampak se pa ves to, mislim, zaradi dobre režije v bistvu pa to nekako dopolnjuje, ne, tako, vedno se poigravajo, te skrajnosti se kot bi se zavedala, dajva zdaj midva vzeti nekaj tvojega, pa nekaj mojega, pa probati to združiti, ker to pa je hrvaška družba, se to je, mislim, ta razklanost hrvaške družbe je med drugim tudi ta, ne, tega nekega gospodskega urejenega Zagreba in tega Imotskega, ne, saj večina hrvaških vicev je pač o tem, kako ljudje iz Imotskega pridejo v Zagreb in kaj se potem vse zgodi, ne, mislim, in ne boste spregovorili 5 stavkov Zagrebčanov, ne, da bi vam se potožil, kaj te Hercegovci zdaj počnejo in s tem njihovim mestom, ne, tako da v tem smislu se mi zdi, da sta se zavestno poigrala
s to različnostjo lastnih poetik, ne, in se mi zdi zelo uspešno, ne, ker se pravim, ves čas čutite ta humor Tomičevski, ne, te njegove replike, meni so fantastične, mislim, tako mimo grede, ne, te padajo te replike, ki bi v kakšnem drugem filmu bile lahko, mislim, se ustavili, pa iz tega narediti cel prizor, ne. Mislim, mena je taka, kjer v bistvu obračunata s celim medijskim hrvaškim svetom, ki on vpraša, pa je kdo kaj poročal o teh slavnih dosežkih tega našega Hrvoja kralja, tega ustaša, in pa on reče, ja, bilo je jednom na pol ure kulture. In s tem medijskim in z javno televizijo in, ne vem, s kulturno politiko, mislim, ki pač da je ustaška, takole v eni, mimo grede v eni repliki, ne, ki gre pač mimo, ne, ker se pač Grlić ne želi ustavljati in ne želi davati poudarkov, ne. Druga taka, ki je čisto Tomičevska, ne, čeprav, ne, mogoče bomo na koncu vedeli, da si jo je Grlić spomnil, ampak verjetno zato, ker se je s Tomičem toliko družil, je tako, ne vem, pride ta profesor pod to svojo, tam, ker ministra mogoče da vzame te svoje od mame nakit in ne, in se mi on tam vidiš, ki je tudi super lik, ker mu vse vidiš, kako je zblojen, takega je pretepil, ne, ker mu nič ni jasen, ker tam pomeša komuniste, cigane, sam še slone pa žirafe ne vdal ti svoj. In ta, mislim, ki gre ven, reče, to je pa že rekel in reče, da, malo se ponavlja. Ne, tako, mislim, ampak to je tako, mislim, mim grede, ne. In mislim, bi se že začel smejati, ampak že naslednja scena in v bistvu vam ne pusti, ne. In to se mi zdi, mislim, tukaj se mi zdi, da sta se ona dva na en najbolj, saj zame, nenavaden način ujela, ker to je zelo težko, ne, saj jaz imam izkušnjo, ne, ko si ti z nekom, ki sodeluješ zelo različen, ne, je zelo težko, ne, sej vedno je režiser tisti, ki bo na koncu film odvlekel v svojo smer, ampak zelo težko je za režiserja, ki ima neko poetiko, ki ima nek pristop, ne, in Grlićev pristop je prej melodramatski kot pa komičen, ne, on ni zdaj, čeprav je duhovit človek, njegovi filmi niso komedije, ne, ampak je pa spustil tega Tomiča noter toliko, da ga lahko čutiš, ne. Vzel je tudi duhovitosti, vse, mislim, ga je pobral, mislim, ker je pač na Hrvaškem še dosti drugih avtorjev, ki bi, ne vem, ko bereš, bi bili bolj Grliću na kožo pisani, si misliš, ne. Ne, on vzame nek mogoče pisatelja, ki se ti zdi, da je najbolj stran od tega, kar on dela, in potem skupaj nekaj naredita. In to se mi zdi prav zanimivo. Ta film je v tem smislu zelo interesanten, mislim, pol razmišljaš, ne, kje zdaj se Tomič konča in Grlić začne, ne, tukaj sta kar malo pomešala te pojme in tu sta zelo spretno, no. No, ena od teh njunih genialnosti, potem pa boste vi dobili besedo, da poveste svoje v filmu, se mi zdi, je tudi ta Ustava Republike Hrvaške, ta povezovalni moment. Zdaj nekje sem brala v enem intervjuju njunem, da nikoli prej nista imela te drobne knjižice v roki, a ne, in da sta ugotovila, da je to nekaj zelo, zelo poetičnega. Ja, mislim, pardon, samo še to sem hotela reči, se mi zdi, da je pa neko neverjetno izhodišče teh briljantnih dialogov ob teh lekcijah učenja Ustave Republike Hrvaške. Pa jaz mislim, da če živiš v času ministra za kulturo Hasanbegovića, ki mirno izjavlja jasno v svojem programu, da more, ne vem, hrvaška umetnost nekako spodbujati nacionalno zavest, pa ne vem, kakšne vse nebuloze, jaz sem zdaj že malo pozabil, ampak res tak je, mislim, zelo blizu temu profesorju je. In če takrat v tem času vzameš v roko Ustavo Republike Hrvaške, se ti res mora zdeti malo poetična, ne. Predvsem pa se moraš začeti malo zabavati, ne, ali se zjokaš nad tem tekstom, ker je dejansko, ko pač poslušaš Hasanbegovića, te prime, mislim, zdaj takrat, ko se jaz izbral, ne, na nek način imaš iste občutke, kot ta Bogi Ante, ne, ki reče, onda bomo, ne treba napišite novu, ne. Mislim, ker je to, ne, mislim, ker pač to, kar je govoril, mislim, Hasanbegović, recimo, ne, pa ne samo on, ampak recimo on je bil vsaj za kulturo najbolj radikalen in najbolj iskren in neposreden v tem svojem politiki, ampak to je hrvaška politika na nek način, ves čas je to prisotno in
na koncu, na zadnje smo to videli, ko se pač ob tej obsodbi generala Praljka, ne, kako daleč je hrvaška politika od ustave Republike Hrvaške. Ne. In to je v bistvu, dejstvo je, da to, kar not piše, ne, je v bistvu nima veze s tem, kar potem hrvaška politika skuša udejanjati skozi svoje odločitve. Ne. In to se mi zdi, da pač s tem se ona na to v bistvu skozi namigujeta. Ne. To je, ne, skozi v bistvu z ustavo Republike Hrvaške, ker citirata ravno tiste ključne člene, ne, neprestano, da v bistvu citirata vse tisto, kar je v bistvu samo črka na papirju, v resnici v današnji Hrvaški. Ne. In to seveda je pač to komično in zabavno, ne, mislim, na nek način se mi v tem zabavamo, je pa to, mislim, v realnosti ravno tako absurdno, če greste vi zdaj brati hrvaško ustavo, kot je v tem filmu. Ne, mislim, to je ta žalost, ne, da v bistvu trenutne razmere, mislim, pa z vstopom Hasanbegovića niso veliko boljše, ne, so nažalost take, da mislim, ali se malo kislo nasmehnete, ali se pa malo zamislite, ko berete, ko ugotovite to diskrepanco med napisanim in tistim, kar se v bistvu udejanja. Ja, Goran, hvala. Zdaj pa mogoče kakšno mnenje, vprašanje. Gospa Mirjana Borčič je tudi z nami v prvi vrsti, jo še posebej lepo pozdravljam. Sem vesela, da ste tudi danes prišli v abonma. Zdaj, če bi kdo mogoče povedal, izvolite. Igor Barton, mene zanima tako, ni direktno povezano s filmom, ampak se tudi nekako prepleta. Ne? Prijatelj, ki je Hrvat, me je zadnjič vprašal, zakaj vi Slovenci imate raje Srbe kot Hrvate? Moram reči, da me spravo malo težavno, ker imam prijatelje in Srbe in Slovence, ne? V življenju sem jih srečal veliko. In v bistvu v tej zadregi sem rekel, ja, zato, ker ste Hrvati podobni Slovencem, verjetno nekaj na tem. Zdaj me pa zanima, kaj vi mislite o tem, ker... Koga imam jaz raj, mislite? Kakšen odgovor, mislim, neprijeten, ne, in kaj odgovoriti, ne, vi ste bolj tudi vezan na EXU, ne, in jaz sem bil vesel, da Dežulović pride, ki živi v Beogradu, je Hrvat, piše za slovenske časopise. In zdaj, mogoče bo šel ta prav odgovor, v narekovajih ta prav. To se navezuje, te odnose med Srbi, Hrvati, Slovenci, mogoče tako nekako. Ja, hvala. Jaz bi rekel, da so Hrvati edini, ki verjamejo, da imajo Slovenci radi Srbe. Je pa res, da seveda pač s Hrvati imamo pač bolj napet, produktiven, ne, v smislu, koliko afer uspemo in nekih incidentov sproducirati na odnos, ne, kot pa Srbi, ki so vsem toliko daljeni, da malo že pozabimo, zakaj nam grejo že na živce. Ne. Tako da ja, ta občutek Hrvatov je pa čisto ljubosumje, ne, mislim, to pa oni nekako težko v bistvu sprejmejo, da mi iskreno jim ne izražamo ljubezni, ne. Pol preberajo enkrat na let, ne vem, novičko, da Slovenci veselo žurajo v Beogradu in so že čisto vsi potrti, ne. Pozabljajo pa seveda, da 2,5 milijona Slovencev vsak let obišče hrvaško obalo, ne, mislim. Tudi jaz bi rekel, da ta odnos, mislim, te odnosi in sploh na Balkanu, mislim, težko jih je rangirati. Povsod so, eno je intimni odnos vsakega posameznika, ki ima pač neka prijateljstva, neke spomine in neke osebne zamere tudi, ne. Drugo so pa te državni, neki nacionalni odnosi, ne, ki pač ja, trenutno seveda s Hrvati imamo odprta vprašanja, pa smo mogoče bolj zaostreni. Ampak jaz bi rekel, da pač imamo mi nekje podobne odnose z vsemi ex-ju narodi, ki so v bistvu na prvi pogled zelo pač napeti, ne, po drugi strani pa
če primerjamo odnose z drugimi sosedami, ne, pa v bistvu vidiš, da je tu nek veliko več. Ne, pač, seveda, mislim, da če ti imaš nekom neki odnos, ne, in mi ga s Hrvaško, pač pa s hrvaškim prostorom, pa s hrvaško kulturo seveda imamo, ne, eno zaradi osebnih stvari, pa tudi zaradi pač dejstva, da smo živeli toliko in toliko v isti državi, da imamo ogromno povezav takšnih in drugačnih, da na nek način kulturno veliko sodelujemo, je ta odnos seveda pač potem tudi posledično, ne vem, pripelje do toliko več konfliktov, soočenj in tudi takšnih drugačnih iskrenosti, ne. Naš odnos z Italijo, mislim, temu odnosu, ki ga imamo z Italijo, Avstrijo, mislim, Madžarsko, pa težko rečemo odnos, ne. Mi smo v bistvu vstopili v Evropsko unijo, zdaj dober Hrvaščina je za nami, prišla za nami. Mi smo leta živeli ne več v Jugoslaviji, ampak v Evropski uniji, pa niti z eno od članic Evropske unije nismo vzpostavili približno takšnega odnosa, kot smo ga imeli s Hrvaško, Srbijo, Bosno. In danes v bistvu vlada neka ignoranca, ne? In v tem smislu tudi se mi zdi, da ta ignoranca se počasi širi tudi na južne prostore, ne? Mi danes v bistvu s Srbijo nimamo toliko napetosti, ker nas Srbija vedno manj zanima, ne? Nekako, tako da, če moram jaz zbirati med nekimi konflikti, pa nekimi nestrpnostmi ali pa ignoranco, potem raje zberem konflikte, ne? In se mi zdi, da s Hrvaško kakorkoli spremljamo druge, nekje tudi vidim, da tudi oni malo spremljajo nas, če nič drugega sam, da so lahko, ne vem, nam lahko zavidajo ali pa da lahko se veselijo našem neuspehu, ampak saj približno se drugi komuniciramo, ne? Ker nažalost mislim, da kulturno mi z nobenim drugim, pa pustimo zdaj nek obmejni prostor, ki ima neke svoje lokalne, regionalne komunikacije, ampak načeloma mi, vsaj po mojem mnenju, ne komuniciramo z drugimi prostori Evropske unije, ne. In zato pač ja, včasih je pač tako, kot, ne vem, stari, mislim, zakonci, ne, se zdi, da se sam kregata, pa zakaj sta skupaj, ampak pod tem vsem pričkanji je pa neka ljubezen, ki jo ne čuta do nobenega drugega, ne. Čeprav se s kakšnim drugim veliko bolj zastopta, se zdi, ne. Ja, izvolite. Boris, vprašanje, nisem spremljal toliko medijev, če imate, kakšen je bil odziv na samem Hrvaškem, pa mogoče v Srbiji na film, odmevi, uradna politika, kultura, a ste kaj zasledili? Ne vem, to si ti mogoče. Jaz sem brala odzive. To je bil en najuspešnejših hrvaških filmov lanskega leta, kritiki ga sploh postavljajo med najboljše hrvaške filme desetletja. Imel je v prvem tednu, ko je prišel v kinodvorane, je imel neverjeten obisk, 13,000 gledalcev si ga je ogledalo v prvem vikendu, kar je neverjetno za hrvaške razmere. Bil je izjemno uspešen na festivalih, tudi hrvaški kandidat za Oskarja, kar tudi nekaj pove, na kakšen način ga je hrvaško okolje sprejelo ta film. Zdaj, razen v nekih skrajnih medijih, kjer so bile zelo nestrpne kritike, pa po mojem mnenju čist neutemeljene, je bil v vseh teh osrednjih medijih sprejet zelo, zelo pozitivno in tudi kot nekaj, kar je bilo v hrvaški družbi pričakovano, zaželjeno, tako v tem smislu, no. Goran, tudi gledališko predstavo so naredili v bistvu. Oni so v bistvu, tako je, ne, oni so izdali, najprej je šla knjiga, ne, scenarijem, pa mislim, da pač potem nekimi predgovori o filmu, tako da najprej so izdali knjigo in potem je šla, pa je pa v bistvu so postavili še zelo, zelo uspešno, jaz sem videl, da ne vem, koliko zdaj ponovitev, ampak blazno uspešno gledališko predstavo v enem od zagrebških gledališč. Tako da jaz mislim, da pač sama cela ta zgodba, ki je pa v bistvu ima zelo, mogoče to bi bilo še zanimivo povedati, zelo zanimiv nastanek tega filma, ne, je zgodba namreč se začne, ko Grlić pa Tomić sta si zaželela v bistvu v osnovi narediti en drug film, ne. In to je film po Tomićevem blazno uspešnem romanu, enem najbolj uspešnih hrvaških romanov po moje zadnjih 20 let.
Čudo v Poskokovoj dragi. Ne? To je, ne vem, če ste brali, če niste, to je blazno zabaven roman, ki se res dogaja, mislim, v krajih, odkudar je Tomič, ne, zdaj Imotski, kjer pač ugotovijo, da potrebujejo ženo in se odpravijo po ženo v Split. Ne. In seveda je to komedija zmešnjav, fantastična, hkrati topla, duhovita, ena kritika družbe. Ne. In sta to zaprosila za denar, ampak zaradi takšnih in drugačnih razlogov, ona dva celo nekje piše, da o političnih pa nekih drugih razlogih, sta dobila, mislim, da polovico ali celo tretjino želenega denarja. Ne? In ker za ta denar tistega filma, ki vseeno je bil zelo zahteven za nista hotla delati, sploh Grlić je rekel, da za tak drobiž takih filmov ne bo delal, sta v bistvu napisala čist nov scenarij, ki se ga je pa za tisti denar dal posnet in sta si pa zamislila preprosto zgodbo s 3-4 liki, ki se večinoma dogaja v 2 stanovanjih in sta naredila potem ta film. Ne. Tako da vsaka stvar je za nekaj dobra, pravijo, čeprav jaz še zmer si želim, da bi pa tudi enkrat uspela pa tudi zbrati denar za tisti film, ker se mi zdi, da bi bil lahko tudi fenomenalen. Bi pa res, se mi zdi, da tam pa ne moreš drame delati iz tistega, tisti bi mogla biti pa komedija. Ja, ima gre iz filma v film, ima gre boljše, ne? Mogoče še kakšno vprašanje? Že grem. Jaz se bi vrnila na film in sicer takrat, ko on reče, da se obrača policistu in reče, kako se je naučil, da on pozna Srbe, ker se je v zaporu so jih do nagega slekli mamo in njega. In tako da on skozi prizmo tistega svojega otroštva, tiste agonije, ki sta z mamo skupaj imela, je ustvaril praktično svoj odnos do nacije, ne glede na to, da je oče bil ustaš in da je itak pač sovražil Srbe. Ne? Tako da je to učenje sovraštva od majhnih nog, ne glede na to, ali gre za na nacionalni ali kakršnikoli drugi osnovi, Grlić tukaj tako lepo, ali pa Grlić, ja, bolj Grlić kot Tomič, so nekako zadelne, kako se uči sovraštva, ampak kako se uči tudi ljubezni, sta dokazala s tema dvema likoma, ko ona dva, čeprav imata, vsak človek ima vse prvine v sebi, čeprav nekako potihem upata, da bosta dobila to stanovanje, že predno je ona prišla na to idejo, se je tako obnašala, to je sosed, da soseda imamo dobre odnose in se pomagamo, takrat tudi odklonila denar. Ampak hočem reči, kako se počasi lušči pri Vjekoslavu to sovraštvo, kako odpada stran. In zadnja scena s tem psom vse pove, kako je človeka lahko izboljšati z ljubeznijo, z ničemer drugim kot z ljubeznijo in toleranco. Hvala lepa. Ja, tukaj sta Grlić, ali pa rečemo, da Grlić pa Tomič kar optimistično. Ne? Jaz moram reči, da težko delim njun optimizem, čeprav imam pa zelo rad te srečne konce. Ne? In da ja, vsi radi imamo srečen konc, ker se radi malo nalezemo tega optimizma, teh režiserjev in scenaristov. In radi bi verjeli, da je to res, ne? Da se da tudi takšne ljudi, čeprav ravno ko ste začeli, ne, ta travma, ona dva sta res naredila to travmo zelo vidno, ne, zelo, in sta videla, kako globoko je zasidrana in kako močna je ta travma in ravno zaradi tega je potem na koncu vsem mora gledalec vsem malo dvomiti, da je možno to kar tako oluščiti, pa da bi se čist odtrgal tega. Jaz mislim, da saj jaz, ker sem bolj pesimističen človek, bi rekel, da je resnica ravno v tem, da v bistvu se čist te travme in tega, kar sovraštva, ki iz te travme izhaja, enkrat, ko se na ta način v bistvu nalezeš, recimo temu, ne moreš kar tako. Da ti že sprejmeš mogoče dva konkretna človeka, nekako ju izdvojiš, rečeš, to ni to, ne,
mislim, da pa če bi nasleden Srb, ki bi vkorakal v profesorjevo stanovanje, bil deležen enakega tretmaja kot tale Ante. Ne. To je neko moje mnenje. Ne. Sate vsak, tudi ta največji Hrvati, ne, podobno imajo pol nekoga, ki ga izuzamejo, ki so rekli, ti nisi ta, ne, ti ne veljaš, ne, ti si zunaj pravil, ne, ampak pravila pa nekaj ostane. Ne. Mogoče še eno vprašanje, potem pa počasi sklenemo. Še kdo bi želel karkoli? Ja, izvolite. Pozdravljena oba. Težko kaj k filmu, odličen je seveda v vseh pogledih in prav popolnoma se strinjam z vsem, kar sta razluščila iz tega filma, tako da res težko kaj dodam. In razen s tem, da se strinjam s to zadnjo Goranovo opasko, tudi moje izkušnje niso sicer pogoste, ampak pravim, prejšnji teden sem bila v Zagrebu, morate vedeti, da je Bandić iz Imotski in okoli, zagrebski župan. In kako bi rekla, opažam z leti, ne, nimam več tako tesnih stikov z nekdanjimi skupnimi prijatelji iz Srbije, manj iz Bosne, več stikov sem imela s Hrvati, kako se tudi ti moji nekdanji prijatelji, so bolj znanci, spreminjajo, ne, ker čas prinaša svoje. In tako kot se je oddaja Pola ure kulture z isto voditeljico z leti zelo spremenila in tu zdaj, ko Hasan Begović, ali kako mu je bilo že ime temu razvpitemu kulturnemu ministru, ne drži več svoje železne roke in so vse te vezi nekako bolj razrahljale, tudi med kulturniki. Vsak tak poseg pušča sledove. Meni je zelo hudo zaradi tega. Ampak to opažam tako pač v bežnih stikih, ki jih še imam. Zato v filmu ne več kot to, da je res izvrsten in res se čudim, da je nabral denar, torej, da so producenti se združili moči, vidim, da tudi Slovenci nekaj malega sodelujemo zraven, ker je res imeniten. Bi pa izvala Gorana, ki je odličen pisac, pisatelj in režiser, če še ni, najbrž je pa že razmislil, kako bi pravzaprav slovenske travme tovrstnega tipa enkrat posnel in da bi mi posnel film o slovenskih zgodbah gledali. Hvala lepa, odlično vprašanje. No, jaz moram reči, da sem pač se s slovenskimi travmami recimo, da že malo soočal, ne vem pa prav tega tipa, dobro, jaz bom rekel pač na Hrvaškem, pa to se bo malo čudno slišal, je seveda na nek način težji pa lažje narediti ta film, ne. Težji ga je seveda, kot ste videli, zbrati denar zanj in ga posneti in se izboriti, ne, pa priti ven s njim, ne. Na nek način je pa lažje te teme govoriti, ker so v bistvu veliko bolj prisotne in vidne v družbi, ne. Hrvaško ustaštvo je seveda predvsej bolj vidno, vse prisotno, ima svoje obraze, ima svoj jezik, ima pri nas domobranstvo je neprimerljivo in tudi travme, ki jih mi vlečemo iz vojne, so nekje pod površjem, kogarkoli se nam zdi, da ves čas bruhajo ven, ampak in tudi zato je mogoče, so naši filmi, ki se s tem soočajo in tudi so bliže, ne, sej, če zdaj sam na hitro pomislim, Osebna prtljaga Janeza Lapajneta je, mislim, eden od filmov, ki se tudi s temi travmami povojnih pobojev, recimo, soočajo. Ne morejo biti na ta način direktni, ker tudi naša družba na ta način se ne sooča in ni to na ta način prisotno, ne. Pri nas je treba včasih kar malo brskati, da potem vam pridem. Nam se zdi zato, ker živimo na internetu, da je to tako vse prisotno, ampak da je pa to ravno na ta način, kot je tu v filmu prikazano, ne, je pa, zato pravim, na Hrvaškem je
vzameš tisto neko realnost in jo postaviš, ne, in jo imaš, ne. Pri nas je pa to, bi bilo treba, če bi to na ta način, bi bilo neprepričljivo, ne, oziroma izkrivljeno, mislim, in je pa res, da se bomo slej ko prej z vsem tem še naprej soočali, sej film, pa tudi literatura, noben ima, mislim, zdajle recimo Miha Mazzini, ne vem, prihaja ven s filmom Izbrisana, ne, skratka, nagovarja še eno travmo, skratka, to enostavno čez čas pride, to enostavno se soočaš s tem, ne, sej, tako da bomo. No, pa se tudi mogoče ta film na nek način govori tudi o nas samih, ne? Čeprav se dogaja v Zagrebu, nekateri problemi so zelo podobni. Ne, vse so, hočem reči, to so vse tudi naši problemi, sam slovenska družba prvič zato, ker pač ni imela vojne, ker je naš pač ustaštvo ni na ta način, mislim, na ta način funkcionira, mislim, mi nimamo ne tega zgodovinskih grehov primerljivih z ustaštvom, ne, zgodomorbanci niso imeli koncentracijskih taborišč na ta način, kot je bil Jasenovac, pa ne svoje države, ki bi bila del nemškega rajha, mislim, skratka, to je, tudi v naši družbi je to potem drugače se kaže, ne, in vse to je seveda prisotno, ampak na enem drugem nivoju, ne, in tako da je pa sigurno se lahko prepoznamo, no, brez težav, to pa. Goran, najlepša hvala za to uro. Aha, izvolite. Ob tako vsebinsko bogatem filmu je sicer manj pomembno kakšno tehnično vprašanje, ampak rad bi izrazil svoje mnenje o prevodu. Za nas, takole publiko, kot smo tukaj, je to manj pomembno, ker vsi večinoma kar poslušamo. Mislim pa, da sem opazil prav precej nekih šibkih točk v prevodu, ki bi bile nepotrebne. Res je iz hrvaščine po eni strani lažje, mogoče pa po drugi strani težje prevajati, ampak to ni, bi rekel, literatura. Jaz sem opazil, da ni bil, seveda se ne prevaja dobesedno, ampak ni bil natančen, prevajalec ni bil precizen. Ne bi tukaj se niti mogel spomniti vseh primerov, ki so mi padli v oči, ampak omenil bi samo enega. Čemu učitelj, če je ves čas nagovor tam profesor, mi pa srednješolskim profesorjem tudi pravimo profesor. In še nekaj takih primerov sem opazil, tako da izrekam kritiko na prevajalca. Jaz zelo, zelo težko komentiram, ker nisem bila v jugoslovanski vojski in moje razumevanje hrvaščine je zelo elementarno. Tako da glede učitelja pa profesorja dotlej nekje mi seže, kaj dlje pa zelo, zelo žal kakšen drug tuj jezik boljše znam, Goran, ne vem, kako ti. Jaz lahko sam zagovor ne temu konkretnemu prevajalcu, ampak na splošno prevajalcem filmov povem samo, da je zelo nehvaležno prevajati filme, ne? Zato ker je način, da ste omejeni ste s prostorom, ne? Včasih je zelo težko oziroma nemogoče dobesedno pač prevesti, ker enostavno ste neprestano prisiljeni krajšati, ne? To zdaj ne odgovarja na vaše vprašanje profesor, učitelj, ki ga jaz zdaj ne bi kles komentiral, ker se tudi ne spoznam toliko, pa ne vem, zakaj so se tako odločili, ampak hočem reči, da v bistvu dostikrat so ljudje, pa tudi jaz sam, ko gledam prevode svojih filmov, malo razočarani, ker enostavno ni možno, ne? Enostavno se tam omejitev znakov, omejitev dolžin, koliko gledalec lahko prebere in je tudi treba poenostavljati in krajšati in se točnost dostikrat izgubi. Tudi če je prevajalec dober, je pa res, da najboljši prevajalci ne prevajajo filmov, tudi to je res, no. Ker je to brutalno slabo plačano in je tudi zaradi tega potem to delajo ljudje, ki se s tem ne ukvarjajo profesionalno, nimajo dosti časa, da se temu posvetijo. Tako da tukaj mogoče toliko. Čeprav se mi pa zdi, no jaz bi se tudi malo v bran prevajalcem postavila, se mi zdi, da v zadnjih letih tudi na račun Kinodvora, predvidevam na račun distributerjev, da se je
prevajanje filmov na nacionalni televiziji in v kinodvoranah zelo, zelo izboljšalo. Da so pred parimi leti stvari res bile tako očitno so drsele navzdol, ampak da se je pa zdaj ta trend obrnil. Tako kot upam, da se bojo tudi druge stvari obrnile. To je bil naš zadnji film letos, ni mogoče tak film, ki bi sodil na seznam božičnih filmov, ampak se mi zdi, da dober zaključek leta. Goran, najlepša hvala za ta imeniten pogovor. Tudi vam. Hvala lepa za vse sodelovanje. Želim vam zelo, zelo lepe zadnje dni v tem letu. Vidimo se pa že zelo kmalu, 3. januarja. Takrat si bomo ogledali še en zelo dober, zanimiv film. Jaz, Daniel Blake, britanskega režiserja Kena Loacha, z nami pa bo pravnica Nina Zidar Klemenčič.